Čau, po dolgem času spet gremo v akcijo, greva snimat s Petro iz Velobara, greva posnet v Human Performance Center, kako potekajo treningi, kaj se tam dogaja. Ajde, pridite z nama. Čau. Gre? Ja. Nagaja mi. Ne dela mi printer. Prišli smo pred Human Performance Center, mi že imamo debato. Tlelej Simon je prišel, že drži raketo. Petra bo naš testen zajček. Tako da, ajde Simon, vodi naju dalje. Ok, Petra, kaj izpolnjuješ? Vprašalnik o zdravstvenem stanju. Gospod Simon že pripravlja kolo. Vprašalnik, ki si dal Petri za izpolniti. A se kaj tazga, kaj vi pogledate oziroma v kakšnih primerih se zgodi, da ne sme mogoče testa narediti ali pa da je treba bolj merkati? No, se pravi, da gre v bistvu za splošen zdravstveni vprašalnik, samo tako, da vidimo, če ima kdo kakšne zdravila, ali ima mogoče kakšne bolezenska stanja, ali ima mogoče, se pravi, zdravnik priporočal, da ne sme kakšnih maksimalnih obremenitev delati. To so nekako tiste vprašanja, katere nam bolj pomagajo se odločiti, ali lahko delamo test, ali ga rajši ne delamo. Do zdaj se nam še ni zgodilo, da ne bi delali testa. Se pravi, ni bilo nekih težav. Ponavadi tudi se za test kolikor ne odločajo zdravi ljudje. Tudi se pravi, kakšni starejši, ki se večkrat mogoče v dvomih, če lahko kakšen test naredijo, ampak do zdaj se pravi tudi najstarejši testiranec, ki smo ga mi delali, je bil po moje 67, brez težav, zelo lepi rezultati, zelo aktiven možakar. Tako da ja. Druge, to se nam bila super izlažen, se pravi, da vidimo kakšna telesna sestava. Potem gremo prvič na kolo, ker bomo imeli en tak daljši, nekje 45 minut dolg stopenjski test. Bomo začeli 10 minut ogrevanja, potem pa delali 4 minute dolge stopnje. V koncu vsake stopnje bo izprska vzela nekaj vzorček fluida, bomo imeli laktat. Zraven bomo imeli gor še masko, bomo imeli še mehansko učinkovitost, porabo substratu, se pravi, kaj se porablja kot vir energije. Ta del testa delamo od odpovedi, se pravi, da treba do noge najstaj. Potem imamo pauzo, se še malo razpeljava, gremo za pol ure na kavč, potem to vmes malo razlažem, pogovarjala ta prehranski del, potem gremo pa še za vedno max test narediti, to pa še tako, da bomo imeli 10 minut ogrevanja, pa bo glede na to, ki boš končala prvi del testa, bo nastavila eno visoko intenzivnost, ki jo bo še enkrat do odpovedi držala. To tako nekje 3, 4, 5 minut. Tako da malo bo težko, ne bo prehodov. Tako da zdaj se bi šla noter na Švece, se bi šla lahko mirno zrihtati, se obleče vse, zgoden del, pa če imaš modrček, zato da bomo pol prvo, da lahko še kožni bube po trebuhu pa to pomerimo. Pa spaj se rabo biti srčen, ne? Zdaj, ker imaš ti vse in parameter in vse boš vse posnela na svoj števec, pa dala potem mi tudi poslala tvoj file, zato da vidimo še razlike v moči, ker imaš svoj parameter, pa to, ker vedno prihajajo do nekih razlik in jih mi vedno preverimo, zato tudi to številke pridejo na tvoj parameter, ne pa na naš. Ok, Simon, kaj se je v prvi fazi naredil? Ok, pač prva stvar, ki smo zdaj naredili, je bil laktatni profil, se pravi, predvsem za določanje, individualno določanje vadbenih območij, po domače povedano con treninga. Zraven smo pomerili še mehansko učinkovitost, da bomo videli, kako učinkovito Petra pretvarja kisik, ki ga sprejme v mehansko delo, se pravi v moč. In pa poraba substratu, se pravi, kaj se porablja kot vir energije v določenih intenzivnosti. To nam v bistvu vse skupaj pripravi, pa pomaga pri tem, da ugotovimo, v katero smer tudi potem enkrat naprej trening spraviti. Super.
In kaj bo pa zdaj? Zdaj pa sledi še V2 Max test, to pa je tak zelo kratek pa intenziven test, kjer bomo ugotovili, kakšna je največja količina kisika, ki ga Petra lahko sprejme, zato da bomo tudi potem naprej ugotavljali, da je mogoče težava, da ne sprejme to kisika, ker to potem v bistvu vpliva tudi na sam trening, kako se ga zastavi, ali so mogoče težave kje drugje. Ok. Se pripravljena? Jaz sem. Verjetno ti je Garmin kdaj vrgel kakšno številko V2 Maxa. Nekje me je to, ja. Koliko približno mogoče? Ja, mislim, da ti nekaj zdaj nekaj. Če ne bomo pa potem gledali, ker delamo malo statistiko, pa zaenkrat slabo kaže Garmina. Ne, sem Res ne bo. Ampak kje to, čakaj, mora verjetno nekaj pokazati, Nekje tam na konektu, takoj ko greš tule, imaš performance. Statistični podat. Statistike zmogljivosti, tole. Se pravi 46. To je bil danes. 4 tedne, ja, ker to je itak najvišji, to je 46. Ja, zakaj že dolg. To je ta slovenski Hannibal. Po mojem vsi, ki Petra vidijo z masko gor, so ful veseli, ker vejo, da je tih par minut. Ajde, še malo spustimo, 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 še malo spustimo. Odlično, ajde, zdaj pošlo. Ajde, super, super. Bravo. Ok, Simon, se pravi, zdaj si naredil še VO2 Max test. Kakšen je zdaj naprej postopek? Ja, v bistvu zdaj naslednja stvar je to, da mi obdelamo podatke, ker pač podatkov je malo morje, traja, da v bistvu gremo čez vse podatke nekje 2 urci, si moramo še vzeti, da se vse pogleda, poračunajo stvari, določijo, potem pa nekako ponavadi naredimo še en pogovor z testirancem, da se pač rezultati malo razložijo, kaj pomenijo in da se naredijo tudi neke usmeritve za naprej. No. Ok. Dobro, in kako se je odrezala? Super je šlo boljše kot pričakoval, ima pa še precej rezerv, ki se jih da lahko popraviti. Dobar. Ček, se pravi, zdaj tukaj si rekel, da 2 ure traja, kako pol, se pravi, to z vašimi strankami pridejo sem, kaj pa se jim pošle na mail? Tako, pač mi pripravimo celo poročilo, v katerem so vsi podatki, pač analize razloženo in potem se pač to pošle stranki. Zdaj, če kdo želi kakšno pač ekstremno stvar, da se še kaj obrazloži, vedno pač se lahko še slišimo, kakšne podrobnosti ali pa kakšne zelo specifične stvari, ampak načeloma je že samo poročilo toliko razdelano, da ga praktično vsak lahko razume, zato pa tudi v bistvu vzame kar nekaj časa, da se ga sestavi, tako da je tudi čisto navadnemu laiku razumljivo. Ok. Hvala ti za cajt. Ja, hvala, ker ste prišli.